Živijo, sem Uroš Modlic, prihajam iz Ljubljane, star sem 36 let. Moje delo, pa moj hobi oziroma način življenja, s čim se preživljam, je fotkanje, vegan sem pa že od leta 2016. Za veganstvo sem slišal prvič leta 2016 pomladi, oziroma slišal, že odprej poznam veganstvo, vegetarijanstvo, slišimo okrog, v medijih, od prijateljev, niti ne, ki jih poprečpoja, niti nisem imel, da bi rekel, da je pa prijatelj vegan. Imel sem enega vegetarijanca prej, prijatelja. Slišal za te zadeve, ampak pa 2016 je bilo prvič, da se je tako zgodilo, da se začneš zavedati tega, da začneš razmišljati o tem, kaj to sploh je. Ok, hrana pa ne jesti izdelkov živalskega izvora, ampak politik veš, da ni sam to, v bistvu, da ni sam hrana. Ne? In takrat pomladi 2016 je bilo prvič, da sem začel razmišljati tako, bolj, kaj to sploh je . Pomladi, lahko čez konkreten primer, kako je prišlo do tega. Imeli smo neko fotkanje, snemanje, tam je bilo neko dekle, ki je bila tudi veganka, je nanesla debata na to, pogovor, začneš razmišljati, se pogovarjaš. In pol, smo ti zaključili, greš domov, začneš razmišljati o tej stvari. Pol razmišljaš, začneš malo itak zdaj googlati, pogledati to, pogledati tuno, pol kakšno stvar vidiš, pa rečeš, ne more biti tako sploh, pri hrani, po receptih. In pol je taka stvar, da si slučajno, Facebook scrollaš, vidiš kao recept za veganski sir, iz indijskih oreščkov, isto ka sir, da pride. No way, ajde, grem da to proba doma. Naredim, tam malo gledam ti sir, pa to probam, tako res. Ne isto, me je bilo ful boljše, ampak je bil sir, poznal sem sir in zdaj sem iz indijskih oreščkov, pa iz začimb, pa za stvari, ki sem jih dal zraven, naredil isti sir, sam kaj je bil iz rastlinskih sestavin in mi je bil boljši, oziroma je imel kako bi rekel, je bil sir ne. In tudi sem wow, to se da. Pol probaš še kakšen drug recept in tako veš, wow, ful dober, ne. To, pol bereš, pol prideš počasi do tega, zakaj sploh veganstvo, živali, etika, začneš malo o tem razmišljati. Bolj sem pogledal Earthlingse, kaj je bilo, di pogled ta film, in me je tako to je nek film, ne. Pogledam film, dam play, gledam, se ti je tako jasno, da je to dokumentarec, zakaj se gre gor dol. In tako je bilo pol samo, mislim, da nimam kaj veliko za zbirati sploh, nekaj. Enostavno se nočeš več šiti tega, nočeš biti del tega in si rečeš, to je to, ne. Zakaj sem danes vegan? Čisto zaradi etičnih prepričanj, vidikov, ker nočem biti del tega, nočem podpirati vsakodnevno, finančno, vsak dan, ko greš v trgovino, kupaš stvari, v bistvu so, bile so žive živali, zdaj so stvari, ne vem, ko bi to drugače rekel, mogoče sem se malo čuden izrazil, ampak nočem tega podpirati in sem si rekel, da ne. Zdaj ni to samo pri hrani, gre tudi pri izdelkih, ki jih kupuješ, pa je to kozmetika ali je to obleka, kakorkoli. Tako da nočem biti več del tega. Ker, prej sem jedel, čist klasika po moje, jedel sem meso, pa zraven krompir, pa mogoče riž, testenine in to je bilo to. Kakšno stvar si malo obrnil to gor dol in sem imel res po moje, zdaj, ko gledam, kakšen spekter sem prej jedel, zdaj se mi je kar vse skupaj povečalo. Recimo prej ful nisem mar, tudi zelenjave, jaz nisem imel prej fan zelenjave. Recimo brokolija, jaz po moje do 4 leta nazaj, mogoče sem ga probal, ne spomnim se, sem ga probal ali ne, zdaj mi je to favorit, ne. Občutek sam pri sebi, da veš, da zaradi tebe ni potrebno, da trpijo živali, da umirajo, sploh ko vidiš, tudi ko razmišljaš, dobiš kos mesa, ne, ampak za en kos mesa mora cela žival umreti. Sej pol iz tega, ko iz živali naredijo več kosov mesa, ampak se pravi, samo zaradi tistega je ena žival, če tako gledam, ne. Tako da to je bila prva taka stvar, ker predvsem miselno oziroma da ozavestiš to, kar delaš. Pol druga stvar, se je ful hitro pokazala zdravje,
Pa ne, da sem bil prej nezdrav, predvsem boljše počutje, fizična kondicija, posledično tudi pa psihična kondicija, lahko rečem. Pa so bile kile, jaz sem bil prej, pa recimo oče nisem toliko, zavedal sem se, da imam težave s kilami, ampak sem videl, pol kile so šle pač dol. In to tako, jedel sem več kakor prej količinsko. Pa se pol sem tudi prišel sam do spoznanja, da pač ni važna količina, koliko poješ, ampak pač moraš gledati kalorije, pač kakorkoli, kaj primere skupaj. Ne moraš gledati volumensko en zrezek, pa to krompirja ali pa kakšnih strošnic ali pa karkoli, ker pač ti moraš pojesti na dan, 2000-2500 kalorij, ne pa pač, pol kile nečesa pač, ne. Tako da sem v 4 letih, odkar sem vegan, shujšal 41 kil, tako da In je bilo to tako pač zelo velik pač tudi bonus zame, pač za sam telo, predvsem fizično, sploh pa za glavo je bil pač zelo pozitiven učinek. Lahko, prej sem imel max, kjer sem bil na 118, zdaj sem pa na 77. Tako da Nič ni bilo, stradanja, da bi rekel, zdaj pa ne bom jedel, zdaj se bom pa odrekel hrani. Pa tudi s tem veganstvom pač začel sem malo bolj zdravo o sebi razmišljati, zato jaz v bistvu dajem vase pač, zdaj, a so to bile pač živali, kakorkoli so pač pol obdelane, karkoli z njimi delajo, daješ vase in pač to si pač ti, tako je ti izgovor, kako že gre, to kar ješ, to si ali kakorkoli. Tega se prej sem videl, ker nisem zavedal, oziroma poznaš to, ampak tle gor ti pač skup ne klikne, ne. Isto je pol pri kozmetiki pač, ne. Daješ na sebe, ki gre v tvoje telo, noter pač, ne, in ni glih vsem, kaj daješ za glih na sebe pač, ne, oziroma vase, ne. Zelo mešano je bilo, no. Prvo, lahko se lotim pri družini, pri nas je že recimo, ker sem bila sestra mlajša, je oči probal pač bolj zdravo hrano, pa ker so bili otroci, vsem si pač nekako navajen, pa družba, pa okolica, pa šola, pač ješ tako hrano, kot vsi drugi pač, ne. In smo nekako tako pač, ne bi tega recimo, sploh vem, da pač, oči mi je ful od brokoli, jaz ga, mogoče sem ga probal, zdaj mi je žal, da ga nisem že takrat začel oziroma jesti, ampak dokler pač ti tle gor sam pri sebi ne klikne, pač ti lahko kdorkoli govori karkoli, pa ne bo nič, ne. Tako da, ker sem doma povedal, oči bil takoj navdušen, rekel, ful dober, vsaka čast, tako da ful v redu. Mami malo začudeno gleda, še zdaj malo tako začudeno gleda, je pač ful vesela, da je pač predvsem, ker sem pač jaz naredil za sebe, za svoje zdravje, je pač ponosna na to, no. Tako da, prijatelji, to je bilo tako zelo mešani občutki pač, no. Sploh, ker pač nisem imel kroga prijateljev veganskega. In je bilo vsi, kako, a zdaj boš pa brez mesa, pa tiste klasike, pač, pa moš meso, pa boš energijo, pa tis, pa tret, pa sploh jaz, ker sem pač, fotkam si veliko na terenu, cel dneve sem na nogah, joj, pa to ne bo zdržal, pa moš meso, pa za mišice, pa za moč, pa to, pa gor, nekaj mesecev že jem vegansko, vse mi je v redu, bolj se počutam. In potem se tudi tako vprašaš, kaj lahko narediš, še boljši za ta svet, oziroma pač že z veganstvom narediš veliko, ampak pol, pač s hrano recimo, ne. S tem, da se pogovarjamo zdaj v tem mojem krogu, pač kjer jaz živim, kjer se odvija moje življenje, se pač pogovarjamo o teh stvareh, ljudje se zavedajo, ljudje spoznavajo. Isto sem jaz tako spoznal veganstvo, na isto tak način pač, ne, prek oseb, prek stikov in to je to, ne. In se mi zdi prav, da pač ozaveščamo drugega, se pravi ljudi med sabo, kaj lahko naredimo dobrega. In glede sem se tudi najdel jaz v aktivizmu pač, ne. S tem, da pač sem razmišljal tako, kaj lahko jaz najboljš naredim pač pri tej stvari, pri aktivizmu, da bi največ koristil tega. Sem pač rekel, pač znam fotkat, imam opremo, jaz lahko s fotkami povem svojo zgodbo oziroma svojo zgodbo o veganstvu, zgodbo o aktivizmu, ne. In sem pa začel fotkat pač, se pravi tele, ker so pač shodi veganski, v Zagrebu, v Ljubljani so bilo zdaj 2, v Zagrebu 3.
potem Cube, se pravi kocke resnice, razna predavanja veganskega društva. In se mi zdi, da pač lahko tako jaz kot pač fotograf oziroma oseba, ki pač uživam v tem, lahko največ doprinesem k ozaveščanju, pa da se to pač širi naprej, da ljudje začnejo razmišljati, pa vejo, zakaj se gre. Kje me lahko ljudje najdejo? Pač ja, na socialnih omrežjih, Fotomorlic poiščejo, me bojo najdeli. Tam gor objavljam predvsem svoje fotke, od motošporta, od narave, od aktivizma, od kakšnih shodov. Lahko me najdejo tudi na podcastu, lahko najdejo moj podcast Ta hitri, ker snemam podcast o motošportu, o dirkah, kjer se pogovarjam z ljudmi, tako kot se mi zdaj rekle, pogovarjamo o veganstvu, jaz se pač tam pogovarjam o dirkah, tako da me lahko najdejo, mi lahko pišejo, mi lahko pošljajo kakšno vprašanje, lahko je to o dirkah, o podcastih, o fotkanju, predvsem bo vesel, da bo tudi kaj o veganstvu. Moje sporočilo za gledalce pa v bistvu tudi tako, sam v sebi, preden sem bil vegan, je bi bilo pač lahko tako. Vse vem, da je težko, kdaj pač na določene stvari gledamo, kakor gledamo, navajeni smo jih, razumemo jih skozi naše oči, skozi naše izkušnje, ampak ko začneš malo razmišljati, predvsem o veganstvu, pa o živalih, pa kaj delamo s tem planetom, da probamo najprej narediti vsak dan iz svoje strani, kar lahko čim več naredimo dobrega za ta svet, ker posledično naredimo s tem čim več dobrega tudi za sebe. In tako pač tudi jaz pri sebi vidim, da je bilo veganstvo tako ena najboljših stvari, ki sem jih lahko naredil v življenju. Ampak zdaj vidim posledično, da to ni bilo dobro samo za mene, ampak tudi za svet okrog mene, za ljudi okrog mene, ki jih imam rad, za svet okrog mene, ki ga imam rad in ne vem, pač se trudi vsak po svojih močeh najboljš, kakor lahko. To mi je ful smešen, ker mi dostikrat kakšen mesojedec reče, če bi imeli klavnice steklene stene, pa ne bi jedli več mesa. Ampak vsi se zavedamo, kaj se dogaja v klavnicah. Se pravi, vemo, da pač tam ubijajo živali, na kakšen način vse skup, ampak je za steno. Ni steklo, je pač stena. Ampak vemo, kaj je na uni steni. Jaz ne vidim, kakšna bi bila razlika, če je bila to steklena stena. Se pravi, zavedamo se tega, samo nekako kle noter, ne vem, moramo najti tisti connection, da pač, da tudi če vidimo ali pa ne vidimo, pač čutimo, da nekaj ni okej s tem, no.